Quantum Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Na Onkološkem inštitutu Ljubljana tisti, ki se dnevno srečujemo z bolniki s kožnim melanomom, seveda zelo cenimo vsako priložnost, ko se o tej bolezni lahko pogovarjamo, predvsem zato, ker je to za slovensko populacijo kar resna težava, kožni rak v celoti seveda, med njimi pa seveda predvsem tisti, ki lahko povzročajo tudi resno bolezen in v končni fazi tudi smrt. In med vsemi kožnimi raki to najpogosteje povzroča kožni melanom. Zdaj vidimo lahko iz grafa Registra raka Republike Slovenije, da je po pogostosti med evropskimi državami Slovenija zelo visoko na tej lestvici. Na 8. mestu smo glede incidence invazivne oblike kožnega melanoma, poznamo tudi neinvazivno, ki je precej bolj prijazna. Enake rezultate bi dobili, če bi pogledali incidenco drugih nemelanomskih kožnih rakov, vendar tam je beleženje natančnega števila primerov nekoliko oteženo in zato nekoliko manj natančno. Pred nami, kot vidite, so predvsem skandinavske države. Zdaj, če se vprašamo, zakaj je temu tako, kožni melanom pa tudi druge vrste kožnega raka so vedno posledica skupka dejavnikov, tako iz okolja, kot seveda tistega, kar mi rečemo prinesemo iz zibke, torej genetskih dejavnikov in seveda tudi modnih trendov in socialno-ekonomskih razmer. Da je to res pokaže že ta osnovni pregled slovenskih pokrajin, kjer vidimo tiste svetlo-oranžno obarvane točke, pa temneje oranžno obarvane. To so področja, kjer je incidenca invazivnega kožnega melanoma v Sloveniji najvišja in že prvi pogled nam pove, da je skoncentrirano to predvsem na večja mesta, na bolj urbana okolja in na mesta, kjer je več industrializacije. Temu odgovarja tudi krivulja incidence. Slovenija ima to srečo, da ima zelo dober register raka Republike Slovenije, ki beleži že od zgodnjih 60 let natančno primere bolezni za praktično vse vrste raka, tako da za kožni melanom te trende lahko lepo spremljamo in če smo malo pozorni, vidimo, da prvi dvig teh krivulj nastane tam nekje v 70-ih, ko se nekoliko spremenijo ta družbena pravila pa socialna pravila, več kože pokažemo, bolj smo razgaljeni, več časa preživimo nekje v gorah, na plaži ali nekje z nekimi prostočasnimi dejavnostmi zunaj. Potem seveda spet nekoliko narase tam po letu 90, predvsem pa v zadnjih recimo 2 desetletjih. To seveda odraža naš način življenja in tudi žal trenutne modne trende. Incidenco, če pogledamo v golih številkah, potem lahko vidimo, da je po pogostosti pri obeh spolih ta vrsta raka na 6. mestu. Seveda prednjači število bolnikov recimo pri moških z rakom prostate, pri ženskah z rakom dojke, potem pogostejši recimo žal tudi pljučni rak, ampak kaj kmalu pridemo seveda tudi do kožnega melanoma. Tveganje na prvi pogled je majhno, recimo oseba ima približno 2% tveganje, da zboli za kožnim melanomom do 75. leta starosti, ampak ob tem je potrebno vedeti, da je več kot polovica naših bolnikov starejših kot 65 let. Kožni rak je kljub samo bolezen populacije nad 65 letom, je pa pomembno, da tudi pri mlajših odraslih, se pravi pri najbolj aktivni populaciji, tam po 30. letu pogosto zahteva kar visok davek. Zdaj, umrljivost sama ni podatek, ki bi ga naši epidemiologi imeli radi, zato ker jo je nekoliko težje natančno spremljati. Dosti bolj natančno pa lahko spremljamo prevalenco kožnega raka in če pogledate na spodnje vrstice, vidimo recimo, da trenutno živi, ali pa konec leta 2022 je živelo v Sloveniji skoraj 9000 ljudi po zdravljenju ali tekom zdravljenja kožnega melanoma. To so kar visoke številke za našo populacijo. Zdaj, v preteklosti je veljalo, pa tako smo bili kar posebni med evropskimi državami glede tega, da zboli nekako 10% več žensk kot moških. Zdaj teh razlik ne zaznavamo več, tudi v preteklosti
je za našo populacijo veljalo, da večina žensk odkrije kožni melanom na nogah, recimo, na spodnjih okončinah, pa pri moških je bil pogostejši na trupu, ampak kot vidite, tole slikovni prikaz osebe, se tudi te razlike počasi izgubljajo, tako da je najpogosteje odkrit na trupu in na spodnjih okončinah, v bistvu pri obeh spolih. Zakaj te razlike? Skriva se odgovor v izpostavljenosti sončnim žarkom. Za nas, ki zdravimo kožni melanom, je najpomembnejši podatek v bistvu ta patohistološki izvid primarnega odstranjenega tumorja, in sicer med podatki, ki jih dobimo v enem kvalitetnem standardiziranem izvidu, na prvem mestu seveda debelina po Breslovu. To je preprosto globina invazije teh celic, ki se delijo v sami koži. Ampak izkazalo se je tekom desetletij, da je na podlagi te debeline mogoče dokaj natančno napovedati prognozo bolezni in tveganja za ponovitev bolezni. Zdaj, veseli smo, da večino, več kot pol bolnikov v Sloveniji odkrijemo s tako imenovanimi plitvimi melanomi, se pravi z relativno ugodno prognozo ali pa celo zelo dobro prognozo. Še vedno pa povsod v svetu beležijo ta praktično nespremenjen trend zelo globokih in zato agresivnih melanomov povezanih z visokim tveganjem za ponovitev. Zdaj, krivulje, ki jih lahko si poiščemo tudi v kliničnem registru kožnega melanoma Republike Slovenije, to je še ena naša posebnost, eden prvih kliničnih registrov za kožni melanom v Evropi je to, nam pokažejo, pa brez da bi jih nekaj zelo natančno preučevali, da je preživetje bolnikov lahko zelo, zelo različno. V zgornjem delu, kjer so te svetlejše krivulje, vidimo, da pravočasno odkrit melanom, ki je plitev, brez prizadetosti bezgalk, ima zelo dobro preživetje, 90 ali celo več odstotno. Medtem ko potem vse temnejše barve in poglabljanje teh krivulj kaže, da kasneje, kot je odkrit, več ko je prizadetosti, se pravi, da so prizadete bezgalke ali morda tudi oddaljeni organi, pa se to preživetje lahko zelo hitro slabša. Zdaj, v zadnjih 15 letih, nekako po letu 2011, smo tudi te krivulje izboljšali, znatno izboljšali z odkritjem nove imunoterapije in tarčne terapije. Tako da, če vse skupaj sestavimo, potem lahko z veseljem povemo, da je Slovenija ena od tistih evropskih držav, kjer se je preživetje bolnikov s kožnim melanomom v zadnjih desetletjih najhitreje in najbolj izboljšalo in to je za nas pomembno. Zdravljenje bolnikov večinoma poteka, predvsem teh z bolj zahtevnimi oblikami, na Onkološkem inštitutu Ljubljana. Neinvazivne oblike ali pa plitve melanome zdravijo številni drugi kirurgi, dermatologi, včasih tudi osebni zdravniki. Tisti bolniki, ki pa potrebujejo nekoliko bolj multidisciplinarno ali pa napredno obravnavo zaradi samega tveganja za ponovitev bolezni, pa obiščejo seveda naš inštitut. Vsa zdravljenja načrtujemo multidisciplinarno, osnova je dober patohistološki izvid in v Sloveniji imamo to srečo, da imamo nekaj vrhunskih patologov, ki so strokovnjaki prav za področje teh melanocitnih tumorjev. Potem pa se odločamo, kako bomo vsakemu bolniku individualno prilagodili zdravljenje, kombiniramo kirurgijo, radioterapijo in sistemsko terapijo. Zdaj seveda podatki o tem, kako dobri smo ali pa kako uspešno zdravimo, ne bi bili kaj dosti vredni, če jih ne bi mogli preverjati ali pa ustrezno ovrednotiti glede na preteklost in načrtovati potem tudi prihodnost. In to nam omogoča klinični register kožnega melanoma, kjer že od 2018 spremljamo tudi te kazalce kakovosti obravnave in potem glede na to, ali ti kazalci kažejo na izboljšanje ali morda na poslabšanje kakovosti, tudi načrtujemo vse svoje nadaljne ukrepe. Zajeti so tako kazalci kakovosti, recimo patohistoloških izvidov, kot kirurškega zdravljenja, kot naprej potem radioterapije in sistemske terapije. No, zelo smo bili veseli, da smo bili pred kratkim povabljeni in smo imeli možnost sodelovati tudi pri oblikovanju ene take infografike. To je zdaj zelo zaželeno povsod v svetu, da se na slikovan in kratek način prikaže neke pomembne informacije in naša grafična oblikovalka se mi zdi, da je to krasno
zajela. Ta infografika bo, upam, pomagala seveda pri preventivi in zaščiti tistih najbolj nežnih skupin, se pravi otrok in najstnikov, pa seveda tudi pri zgodnjem odkrivanju kožnega melanoma. Hvala.